Kamorkoli popotniku seže pogled, se človeško oko težko izogne kraškemu kamnu. Tudi središče vasi, ki je uspelo ohraniti svojo prvobitno podobo, sledi tej danosti. Istrsko-kraška arhitektura, pač na robu smo iste, vidimo kraški rob. Tukaj je praktično zadnje vas, ki še rase trta, pravimo, naprej več ni. In tukaj se je mešalo, ne? In tu vidimo, ta arhitektura je res izjemno, izjemno lepa. Kamen, tega se ne vidi več v mestih, ne? Sicer zazid naj bi bil obdan z obzidjen, kot je recimo cerkev v Hrastovljah, še večji zid, ampak to se je porušilo, tega ni več in tako da ime praktično, ne bi rekel, da izvira s tem, da je za zidom, ampak od kamne, ne. Pač Villa di Sassi, Sasseto je bil tudi nekoč vas kamne, nekaj takega. V vasi trenutno živi približno 70 duš. V zadnjih letih se je v slikovito okolje zaljubilo, kasneje pa tudi preselilo nekaj posameznikov iz notranjosti Slovenije. Med prvimi se je tukaj odločil ostati Ljubljančan Dušan, ki je iz stare vaške hiše naredil mladinski hotel s 30 posteljami. Hotel danes daje kruh celi družini. Sprejeli so me zelo lepo. Predstavljajte si enega študenta iz filozofske fakultete, ki pride z ruzakom brez avta in z lopato iz vlaka. Tam je bila skleda polna smeha v vasi, ampak takoj so pristopili, posodili orodje, mešalec in pokazali tudi, kako se dela študentu iz filozofske fakultete. Tako da se študent je magisterij in doktorat naredil tukaj v zadnji zidu na mešalcu. V hotelu, ki slovi kot neke vrste bivak oziroma stičišče za plezalce in pohodnike, trenutno velja zatišje, saj se tista prava sezona začne šele jeseni in konča pozno spomladi. Ja, v tujini je to že nekaj časa zelo popularno, se pravi odkrivati svet, odkrivati še neomadeževane koščke tega planeta. In meni se zdi, da zazid je eden teh koščkov, konec koncev je tudi mene privlekel sem. Ker je v zazidu narava človeku še pustila pridelovati vino, so vaško cerkev posvetili svetemu Martinu. Njemu v čast vsako leto prirejajo tudi vaško šagro. Zazid je idealen tudi za kolesarje in planince. Ja, Zazid je res eno tako lepo izhodišče. Mogoče ga premalo ljudje poznajo, ampak eno najlepših tle v naši Istri, slovenski Istri, iz katere se pa da tudi lepo priti v samo hrvaško Istro, oziroma kar v našo Istro, bom jaz rekel. Neposredno nad vasjo se pne Jampršnik, pa Straža, Lipnik, Kavčič in Golič. Tisti, ki pa hoče tudi kakšno daljšo pot, oziroma tudi hoče kaj več, ima več kondicije, pa ima tukaj tudi možnost priti do teh naravnega mosta, ki je gor nad mlini, pa tudi tistih spodmolov, ki jih tudi kličemo ušesa Istre. Tako da tukaj je res izhodišče za vse tiste, ki ljubijo naravo. Nikaj, zadnjo misel lahko brez pomislekov ponovimo. Tukaj je izhodišče za vse tiste, ki ljubijo naravo.